Moje ime je Jan in danes si bomo pogledali spajanje dokumentov v Wordu. Najprej razčistimo, kaj sploh spajanje dokumentov pomeni. Pomeni torej, da vzamemo en dokument, neke podatke in ga združimo z drugim. Recimo, ko želimo poslati veliko število pisem našim strankam, za izvedbo te naloge bomo potrebovali dve datoteki. Prva je Wordova datoteka za spajanje dokumentov, druga pa je Excelova za seznam strank. Pa si najprej oglejmo Excelov datoteko. Da bo spajanje delovalo, moramo imeti pravilno oblikovan tale seznam. Vidimo torej, da imamo lastnosti strank porazdeljene po različnih stolpcih. Prvo je ime, priimek, naslov, mesto in pa poštna številka. Vsaka vrstica predstavlja eno stranko, ki jim bomo poslali pismo. Dokumenta načeloma ne rabimo imeti odprtega, ampak fino je, da smo si to pogledali, da vemo, zakaj se gre, ko boste oblikovali svoje sezname. Pa ga lahko kar zapremo. Wordova datoteka pa je dejansko besedilo, ki ga bomo poslali. Torej, če pogledamo, je tu najprej naš naslov nekega X podjetja. Tu spodaj pa želimo, da se za čisto vsako stranko izpiše njegovo ime, priimek, naslov, poštna številka in pa mesto. Želimo tudi, da se nam avtomatsko napiše spoštovani, spoštovana in ime in priimek. Tudi v samem jedru besedila bomo uporabljali informacije iz tistega seznama. Torej recimo Jan, zahvaljujemo se vam za ladidadida. Že na tem majhnem seznamu samo 50 strankami bi se velikokrat zmotili, koga izpustili in podobno. Zato uporabljamo spajanje dokumentov. Pa da začnemo, najprej kliknemo na zavihek pošiljanje, ker bomo to pismo poslali, logično. Najprej bomo v skupini Začni spajanje dokumentov izbrali prejemnike. Kliknemo na gumb in imamo na izbiro, ali vnesemo ročno nov seznam, ali pa izberemo obstoječi seznam. Če imamo določene stike v Outlooku, jih lahko tudi tiste uporabimo. Pa izberemo obstoječi seznam. Odpre se nam pogovorno okno, kjer moramo izbrati datoteko, kjer imamo te stike zbrane. Kamorkoli ste si jih shranili, jaz sem si jih shranil na namizje. In kliknemo Odpri. Vprašalo nas bo, na katerem listu v tem dokumentu so stiki. Lahko bi namreč imeli ločeno za recimo ženske in moške in bi imeli spoštovani gospod in bi na to vstavili ime. In posebej za ženske spoštovana gospa. Ampak mi imamo kar vse zmešane na enem listu. Kliknemo v redu in zdaj lahko začnemo z oblikovanjem. Najprej bomo začeli pri naslovnem bloku. Word že sam ponuja v skupini Zapiši in vstavi polje gumb za naslovni blok, kjer združi določene podatke skupaj, ampak mi želimo svojo lastno obliko, zato bomo to naredili ročno. Postavimo se na začetek besede ime in priimek, lahko tudi pobrišemo za tipko Delete in gremo pod skupino Zapiši in vstavi polja, gumb Vstavi polje za spajanje in izberemo najprej ime. Kot vidimo, nam ni vstavilo konkretnega imena od stranke, ampak samo sklic na tisti seznam. Pred vstavitvijo priimka pa moramo dodati še presledek, drugače bodo imena in priimek skupaj. Spet gremo pod Zapiši in vstavi polja, Vstavi polje za spajanje in izberemo priimek. Isto naredimo za naslov, za poštno številko, presledek, mesto in imamo naslovni blok končan. Datum na desni lahko vpisujemo ročno, lahko pa naredimo, da se nam bo posodobil vsakič, ko odpremo dokument. To pa najdemo pod zavihek Vstavljanje, skupina Besedilo in izberemo datum in ura. Odpre se nam pogovorno okno, kjer lahko na levi izberemo obliko tega datuma, pa izberemo kar prvo. In pa, če želimo, da se datum samodejno posodobi, ko odpremo datoteko, odkljukamo samodejno posodobi, pa kliknemo v redu. Zdaj pa oblikujemo še pozdravno vrstico. Gremo nazaj na zavihek Pošiljanje in pa tokrat uporabimo gumb v skupini Zapiši in vstavi polja, Pozdravna vrstica. Odpre se nam pogovorno okno, kjer nas sprašuje, kako naj bo ta pozdrav oblikovan. Če odpremo spustni seznam, imamo na voljo dve možnosti. Ali uporablja spoštovani, spoštovana, ali pa dragi, pa izberemo spoštovani. Na desni imamo tudi možnost spreminjanja oblike imena. Torej lahko bi imeli gospod in gospa in podobno. Spodaj pa vidimo kvadratek, kjer se nam prikazuje predogled
naših prejemnikov. Kot vidimo, piše spoštovani, spoštovana ulica 63 Bezjak. Zakaj se gre? Če stisnemo na primerjanje pol, vidimo, da nas tu sprašuje, kateri stolpec v naši datoteki pomeni kaj. Priimek pomeni priimek. Vljudnostni naziv ga pa dejansko v Excelu nimamo. Zato bomo v spustnem seznamu izbrali se ne ujema. In kliknemo v redu. Z gumbi nad oknom pa lahko imamo predogled, kako bo pozdrav izgledal. Pa kliknemo v redu. Pa vstavimo še za ime, kraj in pa priimek. Pri vstavljanju je potrebno biti tudi previden, da so med sklici in pa besedami presledki. Tako, ko smo končali z vstavljanjem pol iz Excelove tabele, si lahko ogledamo, kako bodo rezultati izgledali. Gremo v skupino Predogled rezultatov in kliknemo na gumb Predogled rezultatov. Trenutno se nam prikazuje 8. zapis v tabeli. Z gumbi prejšnji in naslednji zapis pa lahko pregledujemo, kako bodo ta pisma izgledala. Kot vidimo, se spreminjajo z vsakim zapisom. Predogled rezultatov izključimo tako, da še enkrat kliknemo na gumb. Če smo seznam strank naredili in smo se še kasneje spomnili, v nekomu pa ne želimo poslati tega pisma, lahko to popravimo. Ne rabimo izbrisati ga iz tistega seznama, ampak v skupini Začni spajanje dokumentov kliknemo na gumb Uredi seznam prejemnikov. Tukaj lahko s kljukicami izbiramo, kdo bo v sezname vključen in kdo ne. Pa izključimo prvo osebo. V tem pogovornem oknu lahko osebe tudi razvrščamo, filtriramo po določenem pogoju, najdemo dvojnike in podobno. Pa kliknemo v redu. Vse, kar nam je ostalo zdaj, je, da zadevo končamo in dokumenta spojimo. Gremo v skupino Končaj in kliknemo na gumb Končaj in spoji. Prva možnost, uredi posamezne dokumente, nam bo odprlo nov Wordov dokument, kjer bo vsaka stran posamezno pismo. Možnost tiskanja dokumentov nam bo ponudilo, da ta posamezna pisma natisnemo, brez da bi ustvarili nov Wordov dokument. Tretja možnost pa nam ponuja pošiljanje e-poštnih sporočil, pa izberimo prvo, uredi posamezne dokumente. Tukaj imamo spet možnost, da izberemo, katere zapise želimo spojiti, pa izberemo kar vse. Odpre se nam torej nov dokument z 38 stranmi, kot vidimo, kjer je vsako pismo svoja oseba. Tako, to je bilo za danes vse. Upam, da boste s spojevanjem dokumentov prihranili ogromno časa. Če vam je bil video všeč, mu dajte thumbs up, ne pozabite pa se naročiti na kanal in spremljati moje Facebook strani Office tečaji.